Združenje za beton Slovenije in GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, sta na Gospodarski zbornici Slovenije 26. oktobra 2017 pripravili tretji strokovni posvet z naslovom Beton in trajnostna gradnja, beton in ekstremne podnebne razmere. Seveda vidimo vlogo tudi betona bolj pri prilagajanju novim situacijam, ki so posledica podnebnih sprememb. Tle predvsem mislim na po eni strani bolj ekstremne vremenske dogodke, kot so poplave ali pa recimo močnejši vetrovi. Po drugi strani pa tudi vemo, da je beton izrazito material nekega urbanega okolja, ki je pravzaprav razvojno gledano armirana betonska konstrukcija sploh omogočila tako visoko gostoto poselitve, kot jo danes poznamo. V teh okoljih se pa srečujemo zlasti z problemom višjih temperatur v poletnem času in pravzaprav z rešitvami, ki jih beton ponuja, se da te učinke omiliti vsaj, oziroma v veliki meri pa tudi preprečiti. Odgovore na prilagoditev podnebnim spremembam so različne raziskovalne skupine in države že našle ravno pri betonu. Ta najpogosteje uporabljani material na svetu ima namreč izjemno dobre okoljske, ekonomske in družbene lastnosti v celotnem življenjskem ciklu. Betonske stavbe izkazujejo izjemno konstrukcijsko trdnost, energetsko učinkovitost in v primeru poškodb hitro sanacijo. Concrete gives great possibilities to adapt buildings for floods and landslides because of its variability of adapting it for buildings. But almost the most important is first to take care what type of risks buildings should be exposed, and also to think about if there is in time of planning, if there will be other options of relocate the building zones to non-risk areas. Beton pa ne ponuja le odgovorov na vrsto vprašanj ob ekstremnih dogodkih, temveč lahko z njim ustvarjamo prostore odprte za razvoj in prilagojene bivanjskim izzivom 21. stoletja. Bom povedal, zakaj se imenuje terciarni gozd, mogoče bo najbolj jasno. Gre za to, da imamo primarni gozd, ki je tisti, ki še nikoli ni bil, ljudje tam še nič nismo posegali, potem, pragozd. Potem je sekundarni gozd, je tisti, ki je bil na nov posajen, ki je v bistvu človek ga je ustvaril, in zdaj terciarni gozd pa mi pravimo, bi bil pa mogoče lahko gozd, ki je v mestu. Ampak ne konkurenca mestu, ampak da mestni, urbano okolje in gozd lahko v istem prostoru obstajata. Tako da čisto konkretno to pomeni to, da bomo mi na en prostor, ki je velik 1000 kvadratnih metrov, posadili 70 dreves, hkrati pa tla popolnoma prekrili z prepustnim betonom, tako da bo na tem mestu možno delati vse, kar delamo v urbanem okolju, ampak hkrati bo imel pa tudi ta prostor neko karakteristiko gozda, ki je pozitivna za mesto. Gre za to, da so mesta toplejša kot podeželje, to pa zaradi tega, ker pač je manj sence, ki bi prišla od rastlinja, oziroma so bila tla povsod prekrita z materiali, ki ne prepuščajo od vode skozi, tako da nimamo več vlage v mestih, ki bi izhlapevala takrat, ko si je sonce in se vsa ta energija kopiči v materialih. Terciarni gozd je v bistvu to, je to, kako iti kontra temu fenomenu, ki nam povzroča probleme v mestih, ker imamo pač toliko visoke temperature, da, kot smo že danes slišali, je to sanitarni problem. Kako pa arhitekturna stroka opazuje prilagajanje podnebnim spremembam in kakšne so pri tem možnosti betona? Arhitekturna stroka seveda zelo celostno pogleda na te probleme in poskuša najprej z nekimi premisleki o tem, katero stavbo kam postaviti, kako jo recimo dimenzionirati, določene zadeve že naprej rešiti. Potem pa seveda tudi z samo tehnologijo gradnje in z oblikovanjem, ki mora biti takšno, da seveda na eni strani ustreza materialu, to je betonu, na drugi strani pa tudi, da odgovori na vse te izzive, ki nas pač
že danes se z njimi srečujemo, pa tudi v prihodnje nas bodo še bolj nekako čakali na nas. Zdaj, že iz prejšnjega stoletja je zelo znano geslo enega italijanskega arhitekta Brancija, ki je rekel, da v 21. stoletju bo dobra oblika pogoj za preživetje. In zdaj se arhitekti tega držimo. Zdaj, beton je pa nek material, ki ga po svoje zelo cenimo, ker je oblikovanje z njim dokaj svobodno. Se pravi, oblike niso iz materiala preveč že vnaprej določene, ampak si jih lahko arhitekt dokaj svobodno interpretira. Zato je seveda beton priljubljen material in bo še vnaprej tudi ostal. Kako pa ocenjujete današnji posvet udeležencev? Je veliko z zanimanjem poslušajo predavanja? Ja, jaz mislim, da je udeležencev kar veliko, približno nekaj takega smo tudi pričakovali. Predavanja so zanimiva, seveda z enim takim posvetom se ne da zaobjeti celotne slike ali pa celotne problematike, ampak upam, da bomo pa en majhen kamenček k povečanju znanja v tem prostoru pa prispevali.